Drage gledalke, cenjeni gledalci, vabim vas v oddajo Pristna ženska, v kateri se pogovarjam z Petro Arnež Mohorič, Heal Your Life, coachinjo in vodjo programov, o tem, kako pomembna je ljubezen do sebe. Petra je živ dokaz, da si lahko z ljubeznijo do sebe ustvariš tudi sanje. Kaj ne, Petra? Kaj bi želela sporočiti našim gledalkam in gledalcem, zakaj je ljubezen do sebe tako pomembna? Ljubezen do sebe resnično lahko čisto vsak dan naredi nek miren dan, vaš dan. In kar je najlepše od vsega je, da se vi lahko to ljubezen do sebe naučite, tako kot vožnja s kolesom. Na zelo preprost način, ampak pustite, da vam kdo pri tem pomaga, tako kot so pomagali meni skozi knjige, potem pa tudi skozi programe, take, ki jih izvajam jaz. Spremljajte nas na Ljubljana TV, da se boste spoznali, da ljubezen do sebe ni egoizem, temveč ključ, da smo resnično prisotne in v polni moči za vse, kar želimo dati sebi, družini in svetu. Nasvidenje do prihodnjič. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, ko bomo spoznali Petro Arnež Mohorič, izjemno žensko, ki je sledila klicu svojega srca in si uresničila svoje sanje. Njeno osebno spoznanje, da prava izpolnjenost izvira iz ljubezni do sebe, jo je vodilo na pot poguma, odločnosti, sprememb in nenehnega izobraževanja. Licenco Heal Your Life coachinje je pridobila v Združenih državah Amerike in na Irskem. Danes svojo strastjo do osebnostne rasti pomaga ljudem prepoznati moč ljubezni do sebe, prebuditi notranje zavedanje in prevzeti polno odgovornost za svoje življenje. Prav tako jih podpira pri ustvarjanju harmoničnih partnerskih odnosov, kjer se dve celoviti osebi medsebojno podpirata v zaupanju, osvobojeni strahov in omejujočih prepričanj. Petra je ena tistih žensk, ki živi to, kar uči. Zato sem iskreno vesela, da danes sedi tukaj z menoj. Petra, srčno dobrodošla. Najlepša hvala za povabilo. Tebi hvala, Petra. Petra, midve sva vrsto let obe delali, so ustvarjali v svetu administracije in menedžmenta. Tam se tudi midve poznava. Tako je. In če ravno sva bile v svojem poklicu izjemno uspešni, sva ves čas hrepeneli po nečem več. Po nečem, kar bi v celoti izražalo najino bistvo. Povej mi, kdaj je bil zate tisti ključni trenutek, ko si se odločila, da boš pa zdaj res sledila temu klicu? Moram povedati, da za tem vprašanjem stoji res zanimiva zgodba. Kajti jaz sem se dvakrat v svojem življenju, v svojih 45 letih, spustila na pot podjetništva. In obakrat na enak način. Prvič se je to zgodilo, ker sem dvakrat poročena, in ko sem se prvič poročila in šla na poročno potovanje na Mauritius, sem tam dobila nek tak preporod, da bi želela stopiti na podjetniško pot. In tudi, ko sem se vračala z možem z avionom, sem tam napisala, že je začela nastajati moja spletna stran za načrtovalko porok. In kaj je zanimivo, je pa zdaj to, da jaz sem takrat, ko sem bila na tej poti, še vedno delala v korporativnem svetu, sedela nekako na dveh stolčkih. Ampak zdaj, ko sem se pa drugič podala na podjetniško pot, ker tista se je potem čez čas zaključila, sem ostala v tem podjetju, potem pa sem spet stopila na podjetniško pot, še na bolj globoko pot. In takrat se je isto zgodilo v času moje druge poroke. In jaz resnično verjamem, in tudi zdaj, ko delam s pari, verjamem tako, ko si ti v miru in v nekem harmoničnem odnosu, ko si nekako umirjen doma, potem tudi v karieri začneš živeti to, kar živiš. To, kar si pristno sebe, ne? Tako.
Ta pot zagotovo prinaša, kljub temu, da sledimo klicu svojega srca, prinaša pa tudi izzive, kaj ne? Tako. In Kot povej mi, vsak. kateri je bil zadaj tisti najbolj odločilen ali pa neki največji izziv in kako si ga presegla? Ja, izzivi so del rasti, del poti, ker če tega ni, potem ne rastemo. Nekako Res je. smo skozi v neki linearni na poti, a ne. In tukaj je bilo prvi izziv, mogoče življenjski izziv zame, je bil, ko sem se ločila. To je bilo res zame nekaj najtežjega v življenju, stopati iz neke škatle, iz nekega okvirja in seveda z majhnimi otroci ob boku to narediti na nek zdrav način, ne, in biti odločen zraven, to je bilo najtežje. Ne. Vse stvari, ko so se potem kasneje dogajale, so bile lažje. Tako da ta izziv je bil mogoče, če ga izpostavim, najtežji, predvsem pa težek zato, ker to sem šele zdaj ugotovila na psihoterapijah, da sem šele zdaj videla, kako sem nekako bila skozi v škatli oziroma v nekem okvirju in kako težko je bilo stopati potem ven iz tega. In takrat je bil ta prvi korak ven iz tega. Ta prvi korak, ne? Ja. Ker običajno, ko naredimo ta prvi korak, pa tudi če se spremembo želimo, se srečamo z strahom. Seveda. In večina ljudi se zaustavi zaradi strahu, ker menijo, da je dokaz, da so na napačni poti. V bistvu pa je ravno strah pokazatelj, da stojimo na robu nečesa novega, Tako. da se stegujemo čez škatlo, čez okvire, ne, v neko polje, ki ga še ne poznamo. Točno. Kako si ti ta strah potem v bistvu uporabila sebi v prid kot zaveznika na poti k temu, kar si želela doseči? Takrat v tistem točno določenem obdobju jaz nisem še toliko delala na sebi, nisem poznala tega glavnega pravila ljubezni do sebe in je strah, sem nekako strah potlačila. Ne? In strah je potem prišel, ko so se stvari umirile, je prišel na površje. In ravno zato sem tudi prej omenila psihoterapijo z zelo priznano psihoterapevtko za odnose, Ivo Erpič. Sva si izmenjale storitve, glih zdaj v tem obdobju. In ko sva delali pri meni, na meni, sva ugotovili, kako sem jaz skozi mnogo let ta strah nekako potlačila in bila močna ženska, pogumna ženska in tako. Ampak Eva me je naučila skozi to, da je strah prav, da je in da nam pomaga. Je pa ena stvar, ki se je zgodila še v tem obdobju. V tem času sem se tudi izobraževala v tujini pri eni čudoviti coachinji za marketing in prodajo, energetski marketing in prodajo. In tam smo delali en proces Big Five, kjer smo preoblikovali stara čustva. In dotaknili smo se tudi strahu. In ta proces tudi zdaj jaz uporabljam v svojih programih. In tam se je zgodilo, da sem jaz dobivala nova zavedanja glede strahu. In to zavedanje mi danes dnevno pomaga in to je, da če je strah prevelik, da je nekako, v angleščini bi rekli joke, hec, in da ga je treba pomanjšati. Pa razstaviti, ne? Tako, zato da več ne nas omejuje, ampak nam pomaga in da nas potem podpre. Ne? Če pa je prevelik, pol je pa to lahko nas pa omejuje in ne gremo po tej poti. V bistvu nas hromi, ne? Ker strah oziroma pogum ni odsotnost strahu, ravno tako je prisoten, ampak pomeni, da kljub strahu gremo v neko smer. Tako. Zdaj pa predlagam, da narediva kratek odmor in se vrnemo prav kmalu. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, ko se pogovarjam z Petro Arneš Mohorič, Heal Your Life coachinjo. Petra, tebe izjemno navdušuje filozofija, dediščina, delo Louise Hay. Kako te je njeno delo osebnostno preobrazilo, vplivalo nate in na vse zadnje tudi potem njena filozofija vplivala na tvojo poslovno odločitev, kaj ne? Tako. Najprej tale knjigica, Življenje je tvoje. Verjamem, da veliko gledalcev pozna to knjigo, to so res osnove.
osebnostne rasti in že v 80-ih letih je Louise Hay navduševala svojo preprosto miselnostjo, spremeni misli in spremenil boš svoje življenje. In točno ta knjiga, kot sem prej omenila, Poroko, ko sva z Gregorjem, z mojim možem zdaj, se odločila za poroko, sva dobila to knjigo v dar, preden sva šla se poročiti na Sejšele. In takrat sem jo prebrala drugič na letalu in res me je prevzela in nekako me je potegnila naprej. Po poroki sem začela brati še njene knjige, še, v slovenščini, v angleščini, vse knjige, ampak ni bilo dovolj. In smo rekli, gremo naprej. In sem šla še iskat, kje bi se lahko kaj več naučila. In tako prišla do treningov v Ameriki, v San Diego, kjer je tudi Louise Hay preživela zadnje obdobje svojega življenja. Pa ona ima tam tudi center, koliko jaz vem, ne? Tako. In potem smo tam imeli to svojo šolo, to, ko je zapustila, to svojo zapuščino, da lahko zdaj ljudje, ki so na koncu z njo delali, na novo trenirajo druge ljudi po celem svetu. Tako da, zakaj Louise Hay miselnost oziroma filozofija? Zato, ker je tako preprosta. Ker ljudje si velikokrat želimo komplicirati življenje, ampak že tako nam ga včasih komplicira okolica in zakaj ne se vrniti res na preproste stvari. In jaz se včasih kar malo posmejem, ko mi ljudje, ki zelo veliko energetsko delajo na sebi, pa omenjam jaz Louise Hay filozofijo oziroma miselnost je bolj pravilno, in oni rečejo, ja, saj to so pa čiste osnove, to mi že vse vemo. Ampak pol vidim, da bi bilo za vsakega fajn se vrniti čisto v osnove. Zakaj mi je to všeč? Zato, ker je tako preprosta, da bi jo razumeli otroci že v zelo zgodnjih letih in vsak lahko to vnese v svoje življenje danes, od danes naprej. Res je treba malo. Tako. To je tudi ena mojih prvih knjig, ki sem jo jaz sama prebrala. Točno to. In veliko zdaj srečam ljudi, ki rečejo, da so že v najstniških letih se srečali s to knjigo. Tako da tukaj je neka Biblija. Res je, Biblija za osebnostno rast. Če te nekdo vpraša, s katero knjigo bi začel, ta bi bila zagotovo ena izmed. Ta bi bila zagotovo ta prva. Tako da tisti, ki se še niste podali, ali pa se še niso podali na pot osebnostne rasti, definitivno v knjižnico po to knjigo. Po to knjigo, ali pa kar kupiti, ker ni sploh ne draga in jo imeti kar doma na mizi, pa večkrat po njej poseč. Večkrat po njej poseč, tako. No in mene je potem peljala pot naprej. Jaz sem najprej v Ameriki naredila licenco za delavnice, za izvajanje delavnic, začela v Sloveniji delati delavnice, potem pa že zelo hitro, po pol leta, sem pa odšla na Irsko, kjer sem naredila pa licenco za coachinjo. To pomeni predvsem delo 1 na 1, oziroma jaz sem se zdaj kar dosti obrnila tudi na pare. In tam sem ostala tudi na treningu, potem pa še se vrnila spet, tako močno me je vse skupaj vleklo, da sem šla še za 1 mesec tja, k trenerki, vodilni trenerki za Evropo, kjer sem pa se učila kar 1 mesec z njo, asistirala njene treninge. Ona ima holistični center in jaz želim tudi v prihodnosti postaviti holistični center za odnose v svojem domačem kraju. Tako da sem želela res se učiti od najboljših in zato sem kar 1 mesec posvetila svojega življenja in šla tja se učiti. Odlično. Danes torej kot Heal Your Life coachinja in vodja programov pomagaš parom ustvariti harmonično izpolnjeno partnerstvo. Dejstvo je, da veliko ljudi sicer živi v partnerstvih, ki pa so daleč od harmoničnega in izpolnjenega. Velikokrat so prepredeni nekako z napačnimi pričakovanji, bolečino, razočaranji, grenkobo, tihe maše, raznega čustvenega, bom rekla, izsiljevanja. Kaj je v tvojih očeh najbolj ključno za harmoničen partnerski odnos? Kako ga doseči? Kakšen mora biti človek, da lahko sploh gradi zdrav, harmoničen, izpolnjujoč partnerski odnos? Najprej bi samo pojasnila, zakaj sem se potem začela ukvarjati s pari in z odnosi. To je tako najlepše, ko te stranke na to nekako povabijo. In pri meni sta bila 2 podjetnika, mož in žena, ki sta želela delati na sebi skupaj.
In jaz sem jih še na začetku prepričevala, joj, ni fajn delati skupaj te stvari, bodite raj, vsak posamezno pridite na moj coaching program. Ampak ona dva sta vztrajala in sem danes zelo vesela, da sta vztrajala. In zato je nastal program Dve celoti skupaj. In to je ključno za zdrav, harmoničen in dolgotrajen predvsem odnos. Pa ne samo odnos med partnerji, ampak tudi odnosi starši, ki jih imamo, odnosi med otroci, med vnuki, odnosi na poslovnem področju. Vse to lahko preslikamo na katerikoli odnos. Dve celoti skupaj. To je moja, lahko rečem, pogruntavščina. To je moj stavek, moja miselnost, kot je imela Louise Hay, spremeni misli in spremeni bo življenje. Jaz pravim dve celoti skupaj. Zakaj? In tukaj res izhajam iz sebe. Tukaj lahko govorim čisto iz lastnih izkušenj, ker sem v prvem zakonu nisem tega znala živeti. Nekako nisem prišla do tega spoznanja, da če bom jaz vstopala v odnos kot celota, tako kot vsak odnos vstopimo kot celota, ampak se nekje na poti potem lahko pomanjšamo v polovičko. In te romantične mogoče izjave včasih rečejo, dve polovičke tvorita celoto. Ampak ne. Dejansko je tako, da dve celoti stvorita potem skupno celoto. Tretjo celoto, ne? Tako, in to je odnos. Ker če sta dve polovički, ne, potem vedno vsaka polovička pričakuje od druge polovičke, da bo zapolnila tisto, kar manjka. Odlično, odlično. Točno tako. Točno tako. In včasih ljudje res ne razumejo, ampak in tudi problem je v tem, oziroma izziv je takrat, kadar je ta polovička potem sama, ali da v odnosu jo zapusti druga polovička. Tudi ko umre človek, saj noben odnos ne traja več življenja, ne? Ampak traja pač določeno število let. Ali se zaradi kakšnih drugih razlogov, potem ta oseba oziroma te dve polovički zelo dolgo rabijo, da spet postanejo celoto. Tako da za harmoničen odnos bi jaz sigurno rekla, je prva sestavina ta. Druga sestavina je, da mi znamo pokazati človeku, s katerim smo v odnosu, da ga cenimo. In tukaj jaz zelo veliko uporabljam pa orodje 5 jezikov ljubezni. To tudi verjetno veliko gledalcev je že posegali po knjigi 5 jezikov ljubezni, če ne, z veseljem preberite jo, pa pridite na kakšno delavnico, ne? In tam se res naučimo, to je spet pomembno za vse odnose, ne samo za partnerske, kako nekako človek, ki z nami živi ali pa je v odnosu, ve, da ga mi cenimo in da ga mi imamo res spoštujemo, da ga imamo radi, da ga ljubimo. Tako da govorimo njegov jezik ljubezni. In tretja sestavina zdravih in harmoničnih odnosov je pa to, da se znamo opravičiti. Spet je dr. Gary Chapman napisal odlično knjigo na to temo, to je 5 jezikov odpuščanja, ki nas nauči, da imamo ljudje različne načine opravičevanja in tudi različne načine, oziroma tako on poimenuje, jezike odpuščanja. To pomeni, da vsak drugače sliši opravičilo. Nekomu je pomembno, da res iskreno pove, kako mu je žal, drugmu je pomembno, da ima nek plan ta oseba, da tega ne bo več storila. Tretjemu je pomembno, da nekdo reče, da je napačno ravnal, da prizna svojo napako in tako dalje. Da prevzame odgovornost za tisto. Tako. In to so 3 sestavine, ki resnično so, kakor bi rekli, za najboljšo jed, kakšne sestavine rabimo. Jaz pa pravim, za najboljši odnos rabimo te 3 sestavine. Se pravi, da znajo partnerji oziroma dve osebi v odnosu živeti kot dve celoti skupaj, da si znajo pokazati, da se cenijo in da se znajo opravičiti. Nihče od nas ni popoln, je tukaj noter, ampak navzven pa ne. In zato je prav, da si priznamo, ko naredimo napako in se opravičimo. In pol ni teh tihih maš, dolgih obdobij, ko ne pride do komunikacije in takrat potem tudi odnos ne more se več obnoviti in rasti. Res je. Ampak tvoji programi niso samo za pare, ampak tudi za posameznike, kjer jih v bistvu učiš prepoznati moč ljubezni do sebe, kaj ne? Predvsem ženske imamo s tem postavljanjem sebe na prvo mesto izziv. Tudi sama sem vrsto let živela tako, da sem za vse drugo poskrbela, samo zase ne. Šele ko se mi je življenje sesulo in jaz z njim vred, sem ugotovila, da to daleč stran od ljubezni do sebe. Zakaj se moramo tega sploh učiti? To bi moglo biti samoumevno.
Ja, pa ni. Ni, ne? Tako, ker tudi Ja. ne more biti samoumevno, da znamo kolo voziti, ne, ko Ja. enkrat začnemo hoditi, ali pa da znamo avto voziti. Tako je tudi pomembno, da se naučimo ljubezni do sebe. In jaz mislim, da je to najboljša novica danes, ki jo gledalci slišijo, da se tega lahko naučimo. Ker nekdo, ki to že res dolgo let živi, potem, ko ga nekdo opazuje, misli, da je to njemu prirojeno, da je on že celo življenje znal skrbeti zase in tako. Ni. To vam povem iz lastnih izkušenj spet. Jaz nisem znala se imeti rada, nisem se znala postaviti na prvo mesto in kaj je najbolj pomembno od tega, nisem znala reči drugim ne in sebi ja. Ampak sem se vse to naučila skozi te programe, ki jih sedaj tudi jaz učim. Zato drži ta napovednik od začetka, ne, da res učim nekaj, kar sama tudi živim. Ja, ker je pomembno, ne, če sami ne znamo tega živeti, tudi težko nekoga drugega Tako. učimo. Ja. Predlagam, da greva še na en kratek odmor in se kmalu spet vrnemo. Drage gledalce, cenjeni gledalci, vrnili smo se nazaj v oddajo Pristna ženska, kjer se še pogovarjam z Petro Arneš Mohorič, Heal Your Life coachinjo. Ravnokar smo se pogovarjali o ljubezni do sebe in bomo, Petra, še te vprašala, omenila si, da si se tudi ti morala naučiti ljubezni do sebe. Kje si začela? Najprej pri knjigah. To se pravi, ta je bila verjetno tista res ta prva, ki je me popeljala na to ljubezen do sebe in ko sem to prebrala, sem začela raziskovati še naprej. Predvsem najprej knjige Louise Hay, potem pa ta trening, ti programi, ne. In tudi jaz sem potem v tem času, ko sem sama se usposabljala za to, začela hoditi na različne predavanja, delavnice, na kakšne terapije, take energetske. In tako sem videla, kako sebe lahko podprem na različne načine. In to me je samo še bolj opogumilo, kajti ko enkrat začneš sebe imeti rad, tega ne boš več nikoli spustil. Ker ljubezen do sebe ti nihče ne more vzeti. Res je. Mogoče partnersko ljubezen ti nekdo lahko vzame, ali pa ljubezen do otroka. Če se kakšna katastrofa kdaj zgodi, ali karkoli v življenju ti prinese, življenje ti včasih res prinese močne izzive. Ampak ljubezen do sebe je pa res lahko s tabo od začetka do konca. In ko jo enkrat osvojiš, jo ne boš nikoli več pozabil, niti zanemaril. Tako, to je res primerjava lepa s kolesom. Ker ko se ti enkrat naučiš kolo voziti, tudi če ga ne voziš 10 let, ko se boš gor usedel, boš znal ta kolo voziti. In tako je tudi pri ljubezni do sebe. Ko jo enkrat imaš, jo sicer ne spustiš. Ampak tudi, če bi jo v kakšnem obdobju zanemaril, ko jo spet obudiš, točno veš, kaj moraš narediti za sebe takrat. Ljubezen do sebe je v bistvu temelj vsega, ne? Od tam v bistvu vse gradiš, ne? In zato moraš dejansko stalno biti v stiku sam s sabo, zato da ohraniš, krepiš ta odnos. To ne pomeni, da zdaj cel dan se samo sebi posvečaš, ne? Včasih ljudje zamenjujejo, da je ljubezen do sebe pomeni, da vse drugo zanemariš. Ne gre se za to, ne? Gre se za to, da imaš neke rituale, neke dnevne prakse, s katerimi se vedno znova vrneš k sebi, predihaš, premisliš, začutiš, slišiš notranje vodstvo. In pri tem so res najbolj podporni neki dnevni rituali, neka dobra praksa. Petra, povej, kaj je tvoja dobra praksa? Res je. In spet me je knjiga nagovorila na to. To je Vstanje ob 5 in svet ti bo ležal na dlani. In če lahko še to izdam, ravno tvoja sestrična je bila na mojem coaching programu, mi priporočala to knjigo in jaz že na polovici te knjige sem začenjala vstajati ob 5. In danes ne boste najdli dneva, ko ne bom vstala ob 5, razen če bom res žurala in potem rabila malo več spanca, ne? Ker telo je pa vedno treba poslušati, to pa sigurno. Ampak to je sigurno en recept za to, da lahko dnevno nekako skrbiš za sebe, da si dnevno daješ to ljubezen do sebe. In kaj sem jaz opazila pri svojih strankah, ko pridejo na coaching program, ko jih vprašam, kaj naredite zase dnevno. Tako, gremo malo čez vaš dan, naredimo tudi eno vizualizacijo v moj dan in vidimo, kako stranke živijo vsakodnevno.
In kaj se velikokrat zgodi? Stranka reče, jaz zjutraj, ko vstanem, poskrbim za otroke, potem grem v službo, kjer poskrbim za vse v službi. In ko pridem domov, skuham kosilo in poskrbim za družino. In se ukvarjam s šolo z otroci in pospravim hišo in potem poskrbim za moža proti večeru, za najin kvalitetni čas in potem pa naredim nekaj zase. Ali pa zmanjka časa in energije. In zaspi, ponavadi taka stranka zaspi ob 9, 10 zvečer, ko je za vse druge poskrbila, zase pa ne, takrat taka stranka izmanjka energije, tako kot praviš, in tudi časa. In jaz takrat jo res spomnim in rečem, ok, torej ti si najmanj pomembna v tvojem življenju, ampak življenje je tvoje. In ti si najbolj pomembna, ker se daš čist na koncu. In tu je ogromno ljudi, ki pride na coaching programe, tako začne. Pa začnemo lepo postopoma. In kako sem jaz to vnesla v svoje življenje? Prvič s to knjigo. Ona me je res izstrelila iz posle. Seveda par dni na začetku ali pa par tednov je bilo mogoče kdaj težko vstati, ampak ravno zato pa ta knjiga priporoča, da na začetku narediš nekaj fizičnega. Torej, ali je to joga? Jaz sem začela s kolesom, sobnim kolesom 20 minut. Ja, ker je mene mogel nekaj zbuditi, ker nisem bila navajena tega jutranjega vstajanja. Avtor celo v knjigi piše, da je šel v trenerki spat zato, da se zjutraj vstal in potem takoj šel telovaditi. To se pa prav spomnim, ja, res je. Ali pa teka, on je zelo priporočal tek. Jaz pa tega nikoli nisem marala, tudi moje kolena niso glih primerna za tek. In sem rekla, prav pa sobno kolo. Kolo sem imela pa zmeraj rada. In sem začela s tem. In sem kar dolgo obdobje vztrajala 20 minut na kolesu. Potem pa sem dodala še ali meditacijo, čist kratko. Še nekaj bi rada poudarila. Louise Hay, kako je učila meditirati? Ona je rekla, sam usedite se v nek miren prostor in zaprite oči in vprašajte, kaj moram danes vedeti. In to je bilo to. Spet preprosta tehnika. Meni je to tako všeč. Jaz sem včasih mislila, da so meditacije res zahtevne. Sej so lahko, ampak če pa se človek prvič sreča s tem, je pa lahko tako, da samo sediš, zapreš oči in vprašaš, kaj moram danes vedeti. Res je. Tudi jaz sem prebrala to knjigo, tudi jaz se zgodaj vstajam. In jaz temu pravim, da je to sveti čas, v katerega mrzlično hitenje in zahteve zunanjega sveta nimajo vstopa. In to ne rabi biti 1 ura prej, to je lahko tudi samo 10 minut prej, 15 minut prej, da odpreš okna, da narediš eno dihalno vajo, da mogoče se vsedeš za 5 minut, da napišeš mogoče kaj v dnevni hvaležnosti. No, moja jutranja praksa je joga, ki jo zdaj že tudi vrsto let izvajam. In se v bistvu res pripraviš za dan, ki je pred tabo in to na vseh ravneh. Fizično, čustveno, mentalno in pa fizično. In potem se lahko zgodi, kar hoče, ti veš, da si zjutraj zase poskrbel in čisto drugače tudi dan začneš. Točno tako, ne. In še ena posebnost pri mojem pisanju dnevnika je pa ta, da vedno zjutraj napišem, kako bo moj dan potekal. V pretekliku. Zato, da kot da se je to že zgodilo. In tudi danes sem napisala, kako lepo oddajo bova midve naredile za naše gledalce. Odlično. Tako da to na koncu pa še vedno dodam nekaj minut, če mi čas dopušča, za učenje. To pa ali berem kakšno knjigo, ali če pa mi časa nimam več, potem pa grem v avto, recimo, če moram naprej iti, grem pa v avto in poslušam potem kakšno audio knjigo ali pa kakšen pogovor, da se nekaj novega naučim. In zdaj točno to, kar si rekla zdaj med pogovorom, da ljudje, ki pa nismo vsi ko bi zjutraj imeli ne vem, 1 uro na razpolago ali pa 2 ure celo na razpolago, včasih imamo 10 minut. Ampak jaz vedno to izvedem, to rutino, tudi če imam samo 10 minut in na način, kot si ga opisala ti prej, samo da nastaviš dan. Ker če nastaviš dan, potem je ta dan tvoj. In tudi, če se ne vem, koliko podere, ti si se zjutraj nastavil. Točno to, točno to. Tako da. Petra, veliko let je zdaj, sva že midve se poznava in sva naredile v tem času osebnostno in poslovno precejšnje spremembe. Kaj bi rekla, kakšna je razlika med Petro nekoč, med Petro iz korporativnega sveta in med Petro danes?
Tako bi rekla, po eni strani je ostala Petra, ta pristna Petra enaka, tako kot majhna punčka, ki je najraje sedela v naročju, v maminem ali pa očetovem naročju in poslušala, kaj se odrasli pogovarjajo. Še vedno sem radovedna, tako kot sem bila takrat, ko sem bila stara 6-7 let. In ko srečam koga zanimivega, kakšnega zanimivega človeka, vedno ga bom vprašala milijon vprašanj, sploh tudi zdaj, ko me zanima na poslovnem področju, kako je prišel do svojega uspeha, kako do svoje mirnosti in tako. In vem, da me mož kdaj tako dregne, pa kaj si toliko radovedna, koliko boš imela še vprašanj. Ampak to je tisto, kar je ostalo enako. In ta poštenost, pristnost. Medtem, kaj se je pa spremenilo, je pa sigurno to, da sem se naučila imeti rada sebe in sem se naučila dati na prvo mesto. Z vsem tem, kar delam in z vsem tem, kar sem hodila na izobraževanja in se učila skozi leta, da res to zdaj vnašam dnevno v svoje življenje. To je pa tisto, kar se je zelo veliko spremenilo. Predvsem pa, če pa omenim ta korporativni svet in podjetniške vode, ne bom ga niti ločevala, ker se mi zdi, da se mi še vedno prepleta, ko delam kakšne delavnice na podjetjih. Predvsem je tukaj to, da res lahko, ker jaz sem imela res odlično izkušnjo, v 20 let sem delala v korporativnem podjetju, računalniškem podjetju in sem imela takega odličnega vodjo, da mi je dal vedno platen in barvice. In jaz sem res lahko ustvarjala z dogodki, ki sem jih organizirala za zaposlene, skrbela sem za zadovoljstvo zaposlenih, sem ustvarjala. Tako da sem težko se poslovila od te poti, ampak vseeno me je pa vleklo, da lahko to, kar sem se zdaj skozi leta naučila, delim z ljudmi. Deliš naprej, ne? In tukaj pa sigurno svoboda, sigurno ta kreativnost, ki jo lahko zdaj izražam na vse načine in z dogodki, ki jih pripravljam za svoje stranke in z coaching programi različnimi. In se tako lahko še toliko bolj izraziš v tem, ker si ti pristna in izražiš svojo ljubezen do sebe, tudi na ta način, da s tem pomagaš tudi drugim do tega spoznanja, kako pomembna je ljubezen do sebe, kaj ne, Petra? Ja, točno tako. In mogoče sem še to zanimivost, ko sem bila majhna, sem svoje dojenčke ali pa medvedke učila in evo, zdaj to delam. Vidiš, kako je mala Petra še vedno v tebi in deliš naprej. Tako, delim naprej svoje. Petra, jaz sem iskreno vesela, da si bila danes moja gostja, podelila z našimi gledalci, kako pomembna je ljubezen do sebe, da to ni egoizem, temveč je to ključ, zaradi katerega smo potem res lahko resnično prisotne in polne moči za vse, kar želimo dati sebi, družini, partnerju, svetu. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste ob tem pogovoru tudi vi začutili, da je ljubezen do sebe ključni gradnik za vse naše odnose v življenju. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.